Z mano Klemen Bučan, po moje poznan vsem trenutno kot voditelj oddaje Leta štejejo, je res? Pa skejtaš, pa stand-up komiksi, pa na radiju si, pa... A so še sam kaj pohvalil, ali? Kaj si rekla, zdaj smo opisal? Ja, kao skejtaš, fotor si tudi. To je največ dela, stari. To mi največ dela. Ampak je pa najbolj zaston, ne? Ja, kurac si zaston. To je po dolgmu cajtu en intervju, lahko rečem kurac. Ja, okej, to je po dolgmu cajtu en intervju, ker ste sem res imel za oddajo fuljenih stvari, pa so vsi tako kulturni, moram ful paziti na besede. Aha, potem takem pa tako. Potem takem, ampak zdaj lahko rečem, kurac, največ si vzame cajta pa daje. Gospod, a vas lahko nekaj prosim? Ja, kar povej. Bi lahko tole prebrali? Jan David se pogovarja. Zjutraj vstanem, grem na radio, oddelam ših do 10-11, grem laufat. Ali pa skejtat, če imam malo več cajta, ampak zdaj moram reči, da zdaj imam en challenge z enim friendom, ki ima svoj gym, pa so si dali 3 mesece nek challenge, malo delam reklamo. Kdo bo več? Ne, pa on je rekel, ajde, daj 3 mesece, da te pošepam, kar se da v 3 mesecih, zastonj te treniram, jaz sem rekel, super, kaj noga se bom naučil, ker noga bom zvedel. Še poveš, kjer gym je naredil. Mini gym Lavrca, what's up, Mark Kavčič, my man. Ne, ful je fajn, ful je v redu. Tam delam tudi stand-upe pri njih na Lavrci, že zelo dolgo sodelujem z njimi. In je v bistvu on fant od te frendice, ki jo že zelo dolgo poznam, tako da sem rekel, lej, jaz ti malo naredim reklame. Ti se malo zabava z mano, pa lej, da vidimo, kaj lahko tega odnesem. Zdaj v bistvu laufam, delam gym, sem pa tja skejtam. Eventi se začenjajo na polno, stand-up se dela in vsaka minuta, ko nič od tega ne delam, sem pa fotorja. Tako da hodim po Tomago vrtec, grejo vsak dan nekam, je to živalski vrt, je to je to Volčji potok. Ne, kmet, nisem. Jaz sem tam Gorenjska, ne, sej našel to karto. Pa greš 4-krat in itak bilo bolj, da bi imel že letno karto. Tako da v bistvu ja, TV, sicer smo zaenkrat posneli sezono, tako da ja, milijon stvari, no, in zdaj se pravim, eventi padajo na polno, včeraj sem imel tako. Včeraj sem po moje postavil, ne vem, to mora biti neke vrste rekord, v 1:20 sem dobil klic za 7 dogodkov. V 1:20. Si sprejel 7 klicov? Ja, 7 klicov za 7, v bistvu so bili 4 klici za 7 dogodkov. Itak so se prekrivali, nisem mogel, mislim, da sem 3 rekel ja, ampak tako, mislim, dogaja se, no, vse se odpira, vse se dogaja. Jaz sem imel že odprej dosti povezav, dosti folka poznam, se pravi, delam to že 16 let. Tako da načeloma vsi, ki sem delal z njimi, še vedno radi delajo z mano. Ja, se vračajo na ja, pa zdaj, itak pa še TV, pa dobivam še nove, tako da fajn, ne bom jamral, dobre. Zdaj, da ne bom pozabil, zdaj greš na vprašanje, jaz imam tak koncept, da mi vedno gost za naslednjega pol še postavi vprašanje. Tako da prejšnji gost je bil Planko, Lovro, ki je biatlonc in je postavil dobro vprašanje, ali bi prepovedal v Sloveniji internetno anonimnost. Ja, da bi prepovedal, to seveda bi jo prepovedal. Bi, ne. Da bi prepovedal, ker to je v glavnem, mislim, večina ljudi, ki je idiotov na internetu, so ponovadi anonimni. Ker če ni anonimen, veš, saj reči, okej, saj ima jajca, da gnoji, pa pove, kar si misel, ajde, načeloma ni nek idiot, ki se skriva za nekim, bi prepovedal, ja. Bi, ne. Dobro, vprašanje ti na koncu pa postavil za naslednjega gosta. Zdaj mi pa tako povej, ti si skozi model na hajpane, se ti spovedaj slabe volje, to so mi postavili vprašanje. To so ti postavili vprašanje? Ja. To je postavil te vprašanje, ki z jih ne živi z mano. Ne vem, recimo ti si ful tako high energy, ful tako slaba volja, verjeten pri vsakmu človeku, kako se pa ti s tem spopadaš, mogoče ti tako vprašam? Ja ne, se imam tudi slabo voljo, imam tako na high energy, oziroma tam je pa ful na, v bistvu sem na znotar high energy, ampak na zunaj je pa ponovadi tako, sem tak trmast malo ponavadi, veš, tako malo zaprt vase, kadar sem slabe volje, kar utihnem recimo, to mogo malo vprašati, baj sem zelo naporen, kadar sem tečen, ker se ne da z mano pol nič zmeniti in ugasnem in sem trmast. Sicer nisem, probam ne biti slabe volje, no, ker načeloma, če si ful zaposlen, imaš ful manj cajta biti slabe volje, ker itak skozi nekaj delaš, ampak ja, me spravkajo v slabo voljo, ne vem.
ne vem, kakšna čudna pravila v službi, ker se šefica odločka, mi je bilo fajn, da bi bil ti malo dlje v službi, ja, veš, recimo, to so one klasične, malo že meni osebno socialistične, pač, moraš biti od do v službi, jaz to ful ne podpiram, ne, pač jaz podpiram, ti si zagovornik gibljivih delovnikov. Jaz sem zagovornik, da ljudje naj delajo, ker jim pa zmanjka energije pa kreativnosti, naj pač si vzamejo pauzo. Jaz recimo delam 100%, vstanem 54 in delam na 100% nekje do 10, pol 11. Se pravi, to je tam 4-5 ur lahko. Pa jaz rabim pauzo, pa moram pa jaz odklopiti eno stvar, ker ne morem toliko časa delati, sploh ne nekaj, ker delam vsak dan, ne, recimo radio. Moram odklopiti, moram iti športati, moram nekaj pojesti zajtrk, recimo, pa lahko delam naprej, pa spet delam in delam, dokler ne grem potem avga spet. Se pravi, ležite, vzameš polno pauzo za šport. Ja, in recimo ena stvar, ki mene, če je bilo že to vprašanje, ki me pač lahko razjezi, je to, da mi nekdo pač hoče nekje imeti zaprtega, če jaz pač nimam tam kaj več početi. Mene to ziritira nerealno. Če zase veš, da nisi več. Ja, če jaz vem, da nimam kaj tam početi, da jaz moram nekje sedeti, nekaj čakati in da jaz tako, rečemo, ok, jaz zdaj zapravljam čas, ker jaz kle sem naredil. Ja, to pa drugo, to pa itak veš, da moraš, ne, pa čakaš, pa verjetno stari, ki si čakaš na pregled prostate, ne bi šel not, bi rekel, se lahko še malo počakam, gospa, ker pejte naprej. Ne, ampak recimo tako, a si tak človek, da ko čakaš na pregled, da si boš tako parnisil, ne vem, kva vse za narediti, ali boš tam tako tam zabil čas, ker veš, da ga zabil? Ne, to je zelo redko, da sem pri zdravniku, moram potrkati, ampak če že sem, ponavad čakam, pa ok, visiš malo na telefonu neki, ampak ja, ne bom pač tiste parkrat na 3 leta, ne vem, se nekdaj sem bil na zadnjem pri zdravniku. Sem bil pri zobarju, ampak sem bil ful hit na vrst. Ampak po mojem, ki sem bil na zadnjem, sem samo načakal, pa ok, upajmo, da ni nič. Ja. To nisi uno, ne moram zdaj se sprostiti, če čakam pri zdravniku. Jaz to zdaj sem primerjal, tako recimo, folk, ki hodi recimo s Kamenka, ki sem, ne. Bil zdaj sem itak zdaj v Blantle, ampak ko smo hodili v srednjo šolo, recimo, en folk je lahko delal na vlaku, razumeš, celo domačo naredil vse. Jaz pa nikoli nisem bil. Ne, jaz to tudi ne moram tako. Ne vem, pač meni se ful zdi, da ne vem, boš ti povedal, kaj se tebi zdi, ampak da moraš biti to ful tak človek, da se mi zdi, ok, hiperaktiven folk to ne more početi, zato ker preveč motečih dejavnikov. Ja, ne moreš se skoncentrirati, jaz rabim koncentracijo ful, ne, jaz imam ful rad mir, ne, da me eni skačijo tam, pa da slišim, pa nekaj, pa da se ne morem, jaz rabim nek comfort zone, da lahko delam. To je pač recimo, pri meni v službi to je en rdeč kavč pred studijem, tudi v studiju, ker sem ne morem recimo pisati za naslednji dan, če imamo vmes kaj cata, se moram premakniti, 2 metra stran, dan se kavč odprem, tam imam tako malo bolj temo naštimano, ker pa zjutraj nobenega ni in več tam lahko delam maksimalno, tam že glava dela, isto pridem domov, v gatah se dam na kavč, nobenega ni tišina in delam lahko na polno. Zdaj, ne morem, jaz, ker sem hodil z vlakom na job ali pa... A ti si ček skezi, ti si Kranja? Načeloma sem s Kranja. Ja. Sem se vozil več let v Ljubljano delati in sem pač služil sem muziko. Sej ne moreš, ne moreš, jaz sem dal muziko in sem poslušal. To ni kvaliteten čas pač. Ne moreš, pač dober, zabiga drugače. Jaz recimo sem se res prostil, dal sem muziko, ko sem šel domov, sem pa pač zakinkal za 15 minut power nap, pa sem bil dober. Ok. Pa še eno vprašanje, ki sem ga dobil na Instagramu danes je, a si kdaj v bistvu potem, ko si snemal tu pa tam, kaj si že rekel, če si še potem kdaj jedel burek z ajvarjem? Noben je več jedel burek z ajvarjem. Se tudi na snemanju noben ni pojedel burek. Ni pojedel burek. Ne, burek je vstal. Tako da je žal. Burek z ajvarjem, vsi, ki ste ga naročali zaradi tega filma, vas moram razočarati, tudi mi ga nismo pojedali. Un marketing. To je na tek. Sej pa fora, da to ni okej, ne vem, zakaj bi kdo to naročil. Ni okej, nismo ga pojedali. Ni to tako, ni življenje, koliko v filmih. Ja, pa še mrzo je bil. V tem filmu so te že ful verjetno spraševali pa tako. Ampak pa je bilo pa ful se spomniti, da ko smo bili mi mulci, po mojem tam 9., 8. razred, je bilo ful govorov, da se bo to nekaj v Kamenku snemalo. Zdaj poveš, je bilo res, ali je to samo tako čenča bila. Vem, da med našo generacijo je bilo ful nekega govora, da se bo snemal tu pa tam v Kamenku in to Dvojka. To pa je mislim, o Dvojki se govori že odkar smo posneli enko, samo za enkrat. Ja, se še govori. Ne, le se tudi, če vprašaš okolja, bo rekel, da nikoli ni odpisal Dvojke, ne, on bo vedno rekel, enkrat bom to posnel, ampak vse ne vem, jaz mislim, da ne vem, če bomo to kdaj posneli. Kaj, da ste preveč vsi šli v svoj folk? Pa ne vem, če bi lahko zbral isto ekipo, ne vem, mogoče pa, se pravi,
če bi zdaj res nekdo prišel s to idejo, pa da preko koren boli me, bom pa res zdaj to naredil čisto za sam joke. Za sebe. Ja, ampak glede na to, da smo vsi majčkam bolj perfekcionisti, da je tudi on zelo perfekcionist, bi rabil vse en tok pa tok denarja, da bi to naredil in vse en tok pa tok cajta pol. Tako da zdaj vprašanje, no, glede na to, da trenutno nima interesa snemati v Sloveniji, nič, ker ni denarja, dvomim, da bi šel tu pa tam. Ne. Ampak lej, nikoli ne rec, nikoli ne. Zdaj, če bi prišel nekdo s to idejo, recimo on, pa da preko imamo denar, imamo vse kvaja, gremo, pa ja, verjetno bi šli, ne. Samo zdaj ne vem, če bi šli v Kamnik. Razen, če bi zdaj Kamnik ful častil, ful denarja, pa tako, da bi rekli, podpremo, klele, damo vam budžet, pridite v Kamnik. Damo vam burek za evre. Tu pa tam, preselili smo se, kao, jebiš kran, gremo v Kamnik. Kao ja, bližje Ljubljane, Ja, počas gremo pred Ljubljano. Ampak zelo bi bila neka scena, kao, da imate otroke, pa ste šli kao spalno naselje, Kamnik, dobro, ne fantaziramo. Ja, okej, se pravi tu pa tam, koliko si bi sploh ti star takrat model? A ti je ful vroče v avto? Ja, vroče je. Daj bom Ne, se dar, lajda majda. Ne, čak se mu slikalo. Ne bom jaz pa. Čak se mu slikalo. Ja, tako ne. Čist naga, plaviš. Kao predagaš, tako prešvica, ne, tako ful spodna majica v avto, kao včasih. Zaprem, če gdje bom. Včasih jointi pa spodna majica, pa tako je, šipe dol, gremo, da bolj zadane. Koliko sem bil star? V bistvu sem, mislim, da tako po mojemu spominu, zdaj, sploh ne vem, kje so te dokumenti, kva zdaj, ker mi smo to snemali preden, ne, ti lahko pogledaš, da je tu pa tam prišel ven. To je bilo, ne vem, če zdaj pogledaš na IMDb, recimo, ne vem, ajde, da gremo zdaj to narediti, pogledamo na IMDb, jaz mislim, da je prišel ven 2004, 2005 IMDb, tu pa tam IMDb, 2004, ne, je prišel tu pa tam na IMDb. Snemali se pa verjetno ful prej. Snemali smo ga 2001 oziroma 2002. Ja, jaz mislim, da smo ga snemali 2002. Ja. Da je prišel 2001 ali pa 2002, kar pomeni, da je zdaj 2022, kar pomeni, da je to 20 let nazaj. Da sem bil star 21 let. Tudi po mojemu spominu sem bil 21 let strno. Če sem bil pa 20, pa pač lej, glede na tiste čase, je še dobro, da imam spomin. Tako da če je en let gor dol. Kako pa zdaj, ker si starejši, pa imaš družino, pa si že moški, pa že verjetno boš še knjigo napisal, pa ne vem kva, drevo posadil, pa te fore. Kako zdaj gledaš na te sprnje? Kaj boš pa rekel otroku, ko bo to film gledal? Kasparju, ne? Ja, ne vem, jaz sem že zdaj tokrat povedal v tem filmu, da pač vse je bilo tako, kaj je, da mu nimam kaj lagati. Če ni tako je toliko pameten, da verjetno pogooglal intervjuje, pa rekel, kva fotor, sem pa rekel, da je bilo vse res. Nimaš kaj, jem rekel, lej, tam malo pač, mi smo to probali, ampak ti povem, lej, nam še nič zamudil, če ne boš zdaj pohal vsak dan 8 let, kot sem jaz. Ja, okej. Recimo, veš, jem rekel, jaz sem probal, 8 let sem pohal, stari, pa pok sem nehal pohat. Malo mi šlo na boljšno, malo sem čas usmeril energijo. Ne, ampak veš kaj, tudi ta debata s travo je zmer tako taka. Ja, eni pravi, ful se sprostiš, ful je bolj delati. Ja. Ampak kaj pa res, kaj pa ti, ki si recimo tako, ki si rekel 8 let? Le, jaz pri meni je tako, ne, jaz sem malo tak ekstremen človek, jaz vsako stvar, ki delam dokaj, probam biti čim bolj all in, ne, zdaj ne vem, že pri čevljih, jaz če se bom odločil, da zdaj furil New Balance, si bom kupil full parov New Balance, ne smem zato, ker ima mene, ki še ne smem kazati, ki še niso zunaj. Tako, če to pokažem, bo en najebo. Tako da imam v bistvu že limited edition sploh ne smem govoriti o tem. V glavnem, jaz sem se odločil, da sem New Balance cool, pa sem si tako kupil 10-15 parov New Balanceov. In se pravi, da grem all in v nekaj. Ja, razumem. Če skajtam, hočem pač v tistem trenutku narediti maksimalno, hočem narediti boljši trik, ki ga je on naredil, čeprav en tamle, recimo, lahko skajta vsak dan, pa me še zmeraj ko bojo, jaz tudi lahko takega flipa naredim. Če pač vodim dogodek, rečem zdaj, jaz hočem odvoditi to najboljše od vseh, ki so zdaj ta dogodek vodili, ni kle nekaj na pol, tako da po mojem je bilo to že tudi takrat pretrave, ker mi smo pač pohali in pohali vsak dan. A bila trava cnej, zdaj 10 evrov gram oziroma 5, če si redni nakupovalec, to sem iz interneta dobil podatke, ampak ne vem... Ko čak 5, če si 5 gram? 5 evrov je, ne vem, kva je zdaj, ba je, če si redni uporabnik. Pa ne vem, po moje je bilo to takrat ne toliko, ne vem. Je bilo, odkje? Mi smo itak kupovali tako, za Jurija, veš, nisi zdaj kupil, ne vem, koliko je bilo, za Jurija si kupil ali pa skupil 10, 10 je bila ne...
$5000 dolarjev, to je 20 evrov skoraj. Ja, Tako da ok. Malce ne, malce ne, ampak dražje rato. Ajde, sem bil tudi slabša, ne, verjetno, če si hotel dobro, si takrat ukranil. Odkje ves ta denar? To je meni enkrat foto rekel, mi je ful dobro rekel, vse jaz razumem pač ljudje, ampak odkje ves ta denar? A ste kraljev, ste razbijali, ste ropali babice? Kje? Veš kaj, mi smo... Da se tle pogovarjam, da smo Felix zdaj, ki se s Steve Owejem pogovarjam, ga čist narkoman bil, ne, ni, ampak se treba več pač ne obsojam, jaz pravim, to je kul droga, ker je naravna, ampak pač ne normalno vse. Ja, lej, če pretiravaš kjerkoli stvar, da veš, če ti pohaš vsak dan, lej, na dolgi rok, če ne drugega, imel sem težave s policijo, dobil sem me na maturancu, niti na maturancu nisem šel dlje, do meje, ne. A res? Valjda, do meje sem šel, psi so me zavohali in je to. Kaj ste pa hoteli drugače? Mislim, oni so šli v Toskano, sam brez mene. In je bila fora, da sem kupil 20 ždijev trave od enega z planine. Ampak to ni tako smart, da vedno tam kupuješ. Ja, nekje bom kupil tam. Vse nobenega še nikoli niso dobili do mene. Nikoli v zgodovini Kranja še niso dobili nobenega na maturancu z 20 grami trave in nikoli po tem. Pa še z 20 grami, da bi me saj dobili, ne. Meni so stehtali na meji in je bilo samo 14, tako da v bistvu me je še tip nategnil za 6 gramov. Tako da sem bil dvojno slabe volje, ne. Dealer me je nategnil, pa sem pa še vse vzel. V glavnem, kva sem govoril? Ja, koliko je trava res škodljiva? Začela sem s tem, a je res toliko škodljiva ali je mogoče res cool en joint? Pa ne bom zdaj tle direktno naslovil vprašanje na te, a še pohaš, ampak... Ne, če le, recimo tako bom jaz rekel, pač tako, ko smo mi kadili... Ampak za mlade vprašanje? Tako, ko smo mi kadili, ni okej, ne. Jaz poznam ljudi, ki so res imeli težave s tem. Tudi jaz sem imel, recimo, jaz sem dobil panične napade pol, ne, s časom. In pol, ko sem skadil, ne vem, sploh mi smo kadili skank, res ni bilo okej, ne. Veš, ti si pol kar imel, kar srce ti je nabijal, ti si mislil, da boš umrl, hiperventiliraš nekaj in ni bilo v redu, pač pretiravali smo in tudi trava ni okej, če pretiravaš, ne. Sploh recimo v naših časih je bila, ne vem, šprica na bok veš čem, skank so prodali tam, kva pa veš, kaj je bilo vse noter. Tako da ni okej, če ti recimo imaš tako, da ti imaš domačo pa da ti skadiš, ne vem, petek zvečer en joint z bejbo, pa malo se imaš fajn, kje je the best. Tako, ker v petek zvečer spiješ pivo, veš, to je vse okej. Če ti piješ vsak dan, ni okej. Če ti skadiš joint, sem pa tja, piješ pivo, sem pa tja, se imaš fajn, vse super, ne. Tako da vsaka stvar ne smeš pretiravati, ne, simpel, tudi nič ne smeš pretiravati. Tako da mi smo pretiravali in tako, ko smo mi to delali, pač ni bilo okej. Takrat med tu pa tam, verjetno je bilo to. Pa par let gor pa dol. Med tu pa tam sem jaz kar pohojal cele dneve. Sem bil kar sproščen, recimo. Na setu. Ok, zdaj gre pa na televizijo, ne? Ti prej nisi nič vodil na TV, ali si vodil? Sem. Si, kaj si vodil? Imel sem najprej šel Bitka parov na Pop TV, to je bilo 6 let nazaj, točno 6 let nazaj, nekje se je začel predvajati. A smo celo 7 let nazaj snimali, 6 let nazaj se je predvajali nekaj tazga. Koliko je televizija, da prijem zdaj zelo kronologijo lahko delava, ampak bolj sem hotel nasloviti vprašanje. Koliko je razlika radio, televizija? Je to čist drug svet ali je to še vse podobno zato, ker nagovarjaš podobno publiko? Pa jaz mislim, da je vse drug svet, no. Ni toliko podobno. Ti na radiju si le tam, ti si glas, ti ne rabiš nič skrbeti, ti imaš čist, ti tam musko urejaš. To je čist drug svet. To je tako, da bi rekel, radio pa stand-up, veš. Še zmer ti nagovarjaš publiko, vidiš jih, ampak je raven toliko sorodno. Se pravi, ti imaš mikrofon, ti nekomu govoriš. Zdaj recimo, cool je bilo v enem proti oddaji, ker sem dejansko imel publiko. Tako da jaz sem prišel na oder pred publiko, tako da mi je bilo zelo bolj stand-upersko vse skupaj, imel sem odziv ljudi. Sem te gledal, ta prvo sem te gledal, ker sta bila... Ranko pa Ana Marija. Tako? No, in mi je bilo ful všeč, oziroma sem opazoval, da si ful tudi, tako fulkrat si oči vrgel kar na publiko, malo si navajen tega, no. Ja. Da si tako malo potrditve med publiko tudi poiskal, kljub temu, da je to zanimivo in tako, veš. Sem to tako opazil, da... Ja, ampak tudi publika, veš, vseeno, publika tudi, če je plačana, da je tam, oni vseeno se potrudijo uživati v tem, ne, veš, oni so vseeno nekako spremljali, kva mi delamo, gledali so mene. Ja, pa če res niso dosilijo folku. Ja, veš, oni so imeli mene na koncu to radi, na koncu, ko smo mi posneli 24 oddaj, na koncu zadnje oddaje so se prišli vsi z mano slikati, cela publika, veš, ekipna, vsaka posebej, ne, gospe, ki so bile dejansko tako. Publika bilo je ful bližje, če bi rekel, ful bolj sorodno s stand-upom kot pa z radijem, ne. Radio scen je
super stvar, ampak klej pa vsem ta, malo več je tega adrenalina, malo več je, ne vem, malo ta, bližje adrenalinsko stand-upu. Lahko rečemo, da ima radio več manevra za napake, da se lažje skrije napake. Mislim, ja, absolutno se lažje skrije napake, zato ker je manj, ne, ti tukaj sam slišiš, ne vidiš nič, ti imaš na radiju, govoriš, imaš podlago, imaš efekte. Po drugi strani pa, ja, okej. Tudi na radiju, veš, na radiju vsak, veš, mogoče, tako mogoče, no? Mogoče za večje napake je radio manj moteč, ne? Ja. Za manjša, še recimo na radiju, ker nekdo napoveduje, se vsak slišim. Ker reče, na televiziji ni toliko moteče, ker ti vidiš njega, pa vidiš akcijo, veš. Recimo na radiju sam govor, ti se skoncentriran samo na govor, tako da če kaj v govoru kiksneš, se na radiju ful bolj pozna. Na vseh to sem hotel reči, ja, da mogoče radio, da moraš toliko bolj paziti na napake, ker na televiziji še vsem skriješ. Ja, na televiziji lahko skriješ, čeprav imaš pa feeling, da te na televiziji vsem feeling, da te vsako napako bolj vidijo, veš, imaš ta občutek, saj, ki si tam. Da si bolj razgaljen. Ja, ker tam si razgaljen, dobesedno si pred kamerami, pred ljudmi, pred gosti, paziš, več moraš paziti, veš, paziti moraš, kam gledaš, paziti moraš, kakšno faco imaš, paziti moraš, ne vem, kako se gibaš in to je pol s časoma, recimo, jaz sem prve par oddaj, sem se zelo malo koncentriral na to, kako se gibam in pa sem ugotovil, da sem mogoče malo preveč levo-desno po parih oddaj in sem se mečkam bolj umiril in sem se več tudi vmes zavedel, kaj delam, ne, in tako da ja, vsaka stvar... Ja, se to je tako, kot stand-upom pač. Ja, pač... Mislim, dobro, res smo zdaj tako 40-30, ne, 45 nastopamo zdaj s sabo, ok, ni veliko, da spravim temu dober začetek, ampak se tudi vidi, ker enkrat polnaš eno stvar, ker se recimo prve 10krat ne zavedaš, recimo to, da zvijaš kabel med nastopom. Ja, recimo, veš, take stvari. To je tvoje mašilo, ne, v bistvu, veš, ker nek tik imaš, nekaj delaš za to, da se... Ja, recimo, ja, to je pač nek tik, neka navada, ki spomniš, da delaš, ne. Ampak pa recimo, ko se gledaš, ne, je pol ful drugače. Zdaj, ko gledam oddaje, recimo še ful stvari, kaj to bi lahko boljš naredil, to bi lahko boljš naredil. Jaz ful tako analitično gledam samega sebe, ne. Ful se samo všeč, jaz v bistvu najbolj sam sebe gledam, ko gledam oddajo. In gledam, kaj bi lahko naredil boljš in drugače in kaj bi v drugi sezoni, kako bi gledal, koliko bi se premikal, kakšne face bi delal. A pa si ti za stand-up ful gledal svoj nastop? Ne, to nisem, ne. Ne vem, pri stand-upu mi pa vsem bolj čutim ta odnos do publike. Prav feeling doživiš, ne? Ja, bolj to, ne toliko, da gledam na sebe, ampak bolj, da grem sam go with the flow, recimo na stand-upu, ne. Na televiziji pa vse, veš, ti si vse tam na televiziji in je malo drugače, no, se mi zdi, da je vse malo bolj fokus na te in bolj do izraza pride, veš, ker tam na stand-upu vse glavni so joki, glavna energija, ki jo daš publiki, dobiš nazaj. Tako, vsaka stvar ima svoj čar, veš, stand-up, radio, televizija, posod so neke napake, ki jih delaš, posod, pa pri vsaki stvari se nekaj naučiš, ker lahko druge naučiš, ne. Tako da so sorodne točke, a veš, ja. Kaj sem ti hotel reči, kaj pa praviš na to, kaj eni pravijo, da televizija počasi izgublja na medijski moči. Jaz sem tle povzel stavek ene gospe iz ene revije, ampak tako me zanima. To sem zdaj prebral. Pa sem razmišljal, ti si še zmeraj dosti mladosten, ne vem, a TikTok uporabljaš? Ne. Ok, boomer. Bo ti otroke razložil, ne, ampak... Imel sem ga nekaj, pa mi nekaj ni potegnil. Ne, veš kaj, jaz sem se dobil, ker sem bil 8 ur gor, pa sem bil tako, ok, to reči. Ok, ja. Jaz sem ga zbrisal, ampak danes se mi zdi, da je uno, a veš, ne vem, če se spomniš Vajnov, koliko, 5 let, 6 let nazaj, unih 7 sekundni video, ki sem bil. Ti si bil že začetek v 7 sekundah povedati zgodbo, ne. Zdaj TikTok je še bolj, se mi zdi intenziven, ker je pa tako več tega, ker je več poplava. Pa to drugače lahko, ne, zmiksaš video, vse imaš, ful imaš več manevrskega prostora, ne. Ja, zato sem hotel reči, da se mi zdi, da mogoče televizija s tem zgublja malo moči, je pa res, da je to še zmeraj zelo, nam rekel, politično, ampak za starejše generacije zelo močno orodje za nagovarjati. Ja, mislim, zdaj zato, ker res hočemo televizije. Nema, ti sam gledaš televizijo. Pa ja, gledam. Mislim, za načeloma, nimam niti toliko cajta gledati televizijo, ampak načeloma prežgem televizijo, ne, tako da ja, jaz sem ta starejša populacija, že 40+. Ampak zato, ker res hočemo televizije, je meni še zmeraj televizija največje dodatno orožje, kjer lahko naredim na sebi, pa si, ne vem, dajmo reči, dvignem ceno, dvignem nastope, povezovanje. Še zmeraj se mi zdi, da ta folk, ki dela evente, ki sem jaz potencialno za njih zanimiv,
so starejša generacija in dajo nekaj na to, da je nekdo na televiziji, veš, vsem ti rabaš nek nastop imeti. Zdaj, če ti enega TikTokovca tam najameš, da ti bo vodil dogodek, ne bo to tako, kot mora biti. Ja, no, ampak veš, kaj sem povedal začel razmišljati, ne? Da je ta Mededović, kaj je že, en model z TikToka, to spremljam približen, je dejansko vodil Eurovizijo Fresh. Aha, pa je bilo dobro. Mislim, ne vem, je bilo dobro, ne bilo, ker nisem gledal, ampak je dejansko prišel z TikToka na TV, ne? Ja, ne, vse to je, jaz verjamem, da je prišel, ne. To je vse super, ne, ne vem, jaz mislim vseeno, da... A veš, se mi zdi, da te starejši so vsi nekaj Slavkata Bobovnika, ki je mojster televizije navajeni. In pol mogoče res tudi, kot si rekel, starejši trenutno še organizirajo evente po večini, ne? In potem pričakujejo varianto, zdaj bomo pa, ne vem, da ti da to težo kot osebi ali pa kot nekdo, ta pa je bil že, zna toliko delati, da je na televiziji, ali kako bi rekel. Ja, jaz mislim, da tudi televizija dost iskreno pokaže, koliko je nekdo dober v temu, za kar ga rabiš, ne. Jaz recimo kot voditelj se mi zdi, da na TV-ju vse vidijo kvalitete, veš, folk vidi iz TV-ja. Zdaj TikTok ni čist realen, zdaj če hoče nekdo imeti nekoga za voditi dogodek, bo pogledal mojo oddajo, videl, kako jaz vodim in rekel, ok, točno to rabim, recimo. Če bo videl tam pa, da se jaz nekaj zafrkavam na TikToku, pa to ni to, kar hoče za, ne vem, vodenje, kaj s vem, kakšnega dogodka, tamle, ne vem, neke marketinške konference v Portorožu, recimo, veš. Recimo, ne. Tako da zato, kar jaz delam, pa zato, ker jaz hočem več delati, oziroma kjer se hočem prodati. Gre tako čez kader vlak. Je televizija fajno, ker je pa iskrena, se pravi, tako kot si rekel, vidijo se napake, vidijo se kvalitete, vidi se način dela nekoga in vsem, ki ljudje vidijo nekoga na televiziji, še zmeraj dajo, mogoče, vsaj določeni dajo neko, ta je pa zdaj, veš, tako mogoče ta respekt dajo, ta je pa zdaj prišel na televizijo. Vidim, ker ljudje zdaj govorijo z mano, veš, ko me nekdo pokliče, je prav zanimiv. Čeprav sem že bil enkrat, ampak je zdaj ful drugače. Takrat nisem imel tacega respekta, ker sem imel Bitka parov, imel sem Survivorja, pa imel sem dan za trening sem vodil. Pa so ljudje gledali, ampak nisem videl tega respekta kot nek, ti si pa zdaj hud voditelj, veš, kot neka persona. Kle sem pa recimo malo drugače pokazal se v neki oblekci tam, veš, pa zdaj sem jaz gospod, ne, tako, ker ne vem, da vodim milijonarja. Ja, mogoče moraš pa malo dozoreti, ne, da te resno jemljajo. Ja, tudi, no, se pravim, zdaj pač ta oddaja mi je super uletela in sem se super najdel v njej. Tudi tako, kot si rekel, vse sem porabil, od radija do stand-upa, do teh improvizacij, ki jih zmorem. Vse se nekako lahko vključujem v določenem trenutku noter. In se mi zdi, da sem kar, da je ljudem fajno. Če te prav razumem, v bistvu bi rekel, da je televizija nek pokazatelj, da si dober, recimo. Tako zelo v grobem pravo. Zdaj bom pa tle vprašanje zate, kako prideš na televizijo? Ja, če bi jaz vedel, kako prideš na televizijo, bil na televiziji že cel čas. Jaz sem prišel na televizijo, pa sem zginil z televizije. Pač jaz sem bil tako, bil je tu pa tam 20 let nazaj, oziroma če gledaš IMDb 18. Pa sem bil v kinu, pa na televiziji, pa pol sem zginil z televizije, pa sem 6-7 let nazaj prišel nazaj na Pop TV. Takrat z 2 oddajama na Popu, pa eno na A-kanalu. Ampak kaj si pa delal teh 8 let, si doma se kujal? Ne. Ja, ki si prišel po 8 letih na Pop TV. A kaj, tu pa tam? Ja. Ne, tu pa tam sploh nisem vedel, kaj hočem delati. Mi smo pol začeli delati stand-up, pa vse, veš, in pol sem počas prišel do tega. No vse, ampak, a je mogoče recept za to, tle te hočem odpeljati, da boš rekel, ja, delite skozi, pa boste kontinuirani. Pač jaz hočem to zapeljati, zdaj da boš to povedal, tako te hočem položiti v usta. Ja, ne vem, mislim, absolutno je to, kar mi delamo, je ful zanimiv za ljudi, ki rabijo ljudi za televizijo. Pravi, mene so... Jaz sem sicer takrat imel ful zanimiv, ker ne vem, ljudje drugače gledajo na to v drugih državah, ampak mene so pač Srbi. Srbska produkcija je mene dala takrat v svojo oddajo, sem bil njen takrat top. Meni so rekel, ti si največji voditelj, to je super si. Skozi sem je to govoril, ampak ne vem, pač Pop TV, ta glavni šefi, sem jim bil cool, ampak mogoče ne toliko. So rekli, ajde, bomo ga še kdaj porabili. In pol dejansko zdaj, koliko 4-5 let, jaz nisem delal nič. Čeprav sem slišal iz nekih virov, da ja, okej, sej si, da je Čakar Miš tudi rekel, ja, se Klemena mi ful fajn, se ga gledamo, sam zdaj le trenutno nimamo nobenega projekta za njega. Sem pač le, to je bilo 5 let, star, jaz ne bom čakal nobenega, da se bo odločil, niti ne vem, je to res, a ne, ampak pač tako sem slišal, ampak pa je pa prišel ta iz Planeta klic. Spravljaj, kako sem jaz prišel, to mogoče evo zanimivo. Ja, da daš nek navodilo. Fora je, kaj navodilo, ne?
da moraš ti čisto vsako stvar, ki jo delaš, moraš narediti na maksimum. A je to stand-up nastop v Prulčku, a je to nek dogodek, kjer imaš pijane šoferje, ki jim vodiš novoletno zabavo. Stari. Zaradi pijanih šoferjev sem jaz prišel zdaj v to dajo. Če tako poskrajšam. Sem vodil nek dogodek, kjer pustimo pijane šoferje. Mogoče najbolj take situacije, ker ne pričakuješ, da pripeljejo nekam. Čisto vsaka stvar, ki jo delaš, moraš narediti dobro, najboljš, ker ti lahko v tistem trenutku narediš. Jaz sem pač dogodek od vodil pač ful dober, ker se je dal. Jaz sem pač handlal une šoferje. Jaz sem šel pred polno cvetličarno na pol pijanih šoferjev, že gor in sem naredil stand-up. In so me gledali in so poslušali, pa tudi če niso, jaz sem zvozil. Sem šel ali in sem naredil. Pa sem vodil neke igrice, ki so bili že pač malo bolj pijani. In sem zvozil tiste igrice, sem jih handlal, so me obogali in je bilo vse super. In jaz sem zvozil ta dogodek The Best in ki je ta dogodek delala produkcijo takrat, je bila rekla, ful si fajn, sem si zapomnila The Best in to je bilo to. In se nisva videla 2-3 leta s to, mogoče tako 3-4 leta s to žensko in pa me je klicala, rekla, ne bom pozabila, kako si shandlal, takrat jaz rabim enega inteligentnega, da zna handlati ljudi, da je zabaven, da ima hitre reakcije, da mu delajo možgani tako, kot delajo tebi. Ti si me prepričal na unem dogodku, ki si handlal une pijane šoferje, jaz hočem tebe imeti vdaj. In to je bilo to. In to je pač nikoli ne pomislil v unem trenutku. Mogoče, da moraš res vsako šanso, tako kot si rekel, delati 100%. Vse moraš, nikoli ne smeš reči, Ker običajno lihune, ki si tako ful pripravljaš, stvari so pa tako, ker neki. Tudi mogoče, če si ti nekaj naredil, pa se te po unem trenutku je bilo tako, kar nekaj, Mislim, moraš čisto vsako stvar, moraš vzeti. Nikoli ne veš, kdaj ti lahko kaj prinese, tudi par let kasneje. Boniteta. Veš, pa meni se zdaj ful odprl, recimo en kolega mi z neko oddajo rekel, bomo imeli 10 sezon na YouTube-a, bom odvodil, prvič tako, neka radijska igra bom bral, veš, tako in se kaj dogaja, neke scene. Pa ljudje to gledajo, veš, mogoče kdo to gleda, ta prav, in bo rekel, 300 gleda, ampak je 300 bo pa rekel, se je to. Ali pa v 300 rekel mu, pa rekel, da je on je kul, mogoče za to foro, ker je tako malo zajebanje, tako zgleda kot on, Punisher, pa mogoče bo kul, veš, rabiš enega tacka. In pa bo on rekel mu in, veš, tako je, pač moraš, to, kar mi delamo, stand-up, povezovanja, vodenja, pa magari YouTube, TikTok, karkoli, se mi zdi, da sam pač treba je, nikoli ne smeš se mi zdi obupati, veš, ker tudi vsak bi lahko obupal, pa rekel, ne gre mi, pa mogoče naslednji dan stari se ti bo nekaj zgodilo, En klic, samo en klic je lahko, veš, ki ti reče, ti pa naredi preskok. En klic od milijon in ti naredi preskok iz, šit, ne vem, kaj bom jutri do The Best, ko me čakam, da še 15 sezon tega posnamem, ali pa recimo, veš. Tako da, tako zanimiv, mislim, da show business je dosti bič, ampak ne smeš se mu pustiti, ne smete te zjebati potret, se mi zdi, čeprav te včasih, se veš kako je, ni nastopov, ni tega, ni unga, si slabe volje, slab nastop, ubijete, valjda, res, da je tudi samo 1 od 10, ampak bad je. Ampak tako je pač. Mislim, če te ne ubije, to pomeni, da nisi za to. Če te ne ubije, pa pomeni, da te vse ne morete ubiti, Mora ti biti bad, da je bilo bad. Kako boš drugače, stari? Pač bad je in tako bo pač lahko boljš. Rekel, to bi lahko naredil boljš, dosti se ni dal narediti boljš, ko so bili tako vsi pijani, pa so me metali gor stvari, ampak pač jebi ga, drugič bom vrgel kaj nazaj, pa nekaj, Moraš potegniti, stari. Mrske se je zgodil, Kaj je najbolj absurdna stvar, ki je priletela na oder? Korošci, ki so me hoteli razbiti. A res? Isti, ki so hoteli razbiti Perico. A res? V istem lokalu, ki so hoteli razbiti Perico, so hoteli razbiti mene. Isti ljudje, isti prostor. Ampak tu na istem eventu, ali? Ne, to bi pa... To bi pa pokal, če bi že njega hotel, pa še mene, bom se pa stepol, stari. Ko bo se zdaj... Kakle je bilo pa že Perica, jaz, oba jesna. Kako si pa prišel do te informacije, da točno te ljudje ka Perica? Vem, zato ker fora je bila, da je Perica v tem prostoru nastopal in so pač to neki lokalni, pač tam, ko reke, šerifi v tej gostilni, veš, oni so kle, kada je to je naše. In že Perica je rekel, jaz sem tam nastopal, so me hoteli razbiti, daj malo pazi. Jaz ko, cool. In je bila fora, da sem ravno zaključil prvi del, imel sem 2x po pol ure, solo show, sam sem bil tam. Še boljš. In sem šel ravno dol, repal sem Kekca in sem repal Kekca in sem videl, da pač uletavo eni deci tam, pa neki sedejo. Pa kar pred meni, vsi so sedeli normalno, oni pa kar po sredini pred meni. In jaz sem šel dol z odra, repam Kekca, ful mi ploska in jaz do njih, kva je fantje, nasmejani,
ko je Ljubljanča, neki tako, da ti materna Ljubljanska, je tako, drugače sem skrana, ne, ko je. Pa je reče, kaj si skrana? Moja teta je Šenčurja. Sem rekel, moja mati je Šenčurja. A res, legenda! Ja, in je bilo iz tega, da me bojo razbili, stari smo še pol dol neki spit. Ne, no. Tako da jaz, veš, ful je tanka moja včasih, ne. Zdaj, če bi jaz pa pač odreagiral na robe, bi pa pač bilo nekaj neugodno. Pa mogoče ti bi podoben Punisher. Ja, tako da v bistvu, ja, nekdo bi bil klep Punisher, ne. Zdaj tudi nisem toliko šval. Bi bil podoben Punisher. Ja, to je zdaj spet reklama za... Mark Kavčič, mini gym. Laurica. Zdaj smo nepar navodili so povedala za življenje. Življenjskih navodil? Ja, zdaj pa mogoče ena zaključna misel, pa vprašanje za naslednjega gosta, potem bi pa midva zaključila. Če se strinjaš, seveda lahko pa. Ta vprašanje mi je ful težek. Ja, pa lahko je random, razumeš, pač ne vem, vse so me spraševali, a ješ čokolino ali čokolešnik, take bedarije, ampak moraš pa, je pa fora, ker jaz sam sebe grem šponam, da čisto vsakega gosta vprašam res to, kar me oni vpraša. Tudi če bom jaz imel naslednjega gosta, violinista, ki že 70 let igra v orkestru, da ga bom vprašal nekaj čisto random, ki boš ti postavil, ne me pa zajebati. Da jaz ga bom pol vprašal fitness, koliko sklec narediš? Koliko sklec? Maksimum, koliko maksimum sklec narediš, preden umreš? Če pa ne bo znal odgovoriti, pa pač probajte. Prav. To je že skoraj izziv. To je izziv. Ok. Še modrost za življenje. Moto, imaš kakšen moto? Točno nobenega nisem tako legit vprašal, končni moto. Moto? Ja, pazi to. Jaz imam moto, ker niti nisem vedel, da je isti moto, ki ga je imel Bruce Lee. Ja? Bruce Lee je rekel, be happy but never satisfied. Ok. Jaz imam pa vedno sem imel kao, s čemerkoli sem delal, sem imel moto kao, ok, na foro, bod zadovoljen, bod vesel, da si dobro naredil, ampak nezadovoljen, ker vedno lahko narediš boljše. Jaz sem vedno šel po tem. Mogoče ja, da nikoli ne biti čisto zadovoljen. Ne sedeti na krilih svojih. Ja, ne, dejansko pač karkoli narediš, bod vesel, da si dobro naredil, sem čisto vsako stvar lahko narediš boljše. Tako, vse se da narediti boljše, ali to nastop, mislim, sploh biznis, ne, zdaj pustimo zdaj otroka, sem naredil tako, kaj je nimam. Pač tako je rato, klek se da popraviti. Ne, logo še... Zdaj se dela na boljš, zdaj ga vzgajam, da bo čim boljši, ampak ja, vedno, karkoli delamo v lifeu, vedno moramo vedeti, da lahko naredimo boljše, ampak vse moramo biti pa veseli, če nam nekaj dobro uspe, ker to pomeni, da smo se potrudili. Sam veš, da je, pa še malo boljš naredim drugič. Tako da nekako tako je pač karkoli, je to stand-up, je to povezovanje, je to televizija, je to radio, je to skejtanje, je to... Pač to ono, ne? Življenje. Ja, pač vedno moraš pa še malo potrenirati, pa vedno lahko še boljš, ne? Tako da, to je nekako moj moto, ampak pa sem gotovo, da je imel Bruce Lee istega. Sedaj on je bil verjetno pred mano, ampak ajde. Ja, dobro, ne veš. Pa nisem vedel, ne? Tako da... Ja, pa si v bistvu isto kot Bruce Lee. Ja, isto kot Bruce Lee. Ti si Bruce Lee v bistvu. Slovenski Bruce Lee folk. Reinkarnacija. Ja. Bruce Lee. V naslednjem življenju bom Klemen Bučar, je rekel. In je bil, in mu je rata, levo. In je spet nekaj izboljšal v lifeu, ne. Saj življenjsko dobo. Hvala ti, da si bil gost, hvala, da si povedal, da se Burek Zajverjem naje, da smo razčistili te pomembne zadeve v življenju. Upam, da nikdo rekel, ne, jaz to že cel life, meni pa to ful dober. Ok, to lahko komentirate, če je kdo tak, ne komentira. Ja, dejte. Pa mu, ne vem, plačamo en Burek Zajverjem. Ja, Ortič mu ga bo osebno dostavil. Tistega, ki ga ni pojedel. Ok, cool. Model, hvala ti. Jo, thanks. Nekaj. Gledali ste oddajo Jan David se pogovarja. Za pogovor z Janom pritisnite like. Za pogovor z Davidom pritisnite subscribe.